Vsem skupaj lep pozdrav. Moja naloga je prikazati Rusijo 19. stoletja. Začel bi tako, da je Rusija več kot ena navadna država in nekoliko manj kot kontinent. Je 1/6 kopne zemlje, takrat, ko je bila največja, in to je ravno v času, ko je v njej nastal tudi roman Leva Nikolajeviča Tolstoja Ana Karenjina. Hkrati je tudi neka civilizacija, napol posebna, vedno v dialogu z evropsko civilizacijo, vendar tudi nekaj drugega. Rusija od začetka 17. stoletja, to se pravi od časa Petra Velikega naprej, poskuša postati podobna Evropi. Postane zelo kmalu ena izmed evropskih političnih sil, tudi velesil, ima veliko vlogo pri premagovanju Napoleona, pravzaprav ji pripada pri tej levji delež. In to je seveda za umeščanje, za samoumevanje Rusije nekaj ključnega, da se razume vedno v primerjavi z Evropo in da so obdobja, ko išče neko samosvojo pot, in so obdobja, ko poskuša postati nek podaljšek Evrope. Kdor je roman Ana Karenjina prebral, bo seveda opazil, da kar zadeva njegovo okolje, pravzaprav razpada na kar nekaj delov, da prikazuje sicer res pretežno to najbolj poevropljeno Rusijo, torej Rusijo dveh prestolnic, Peterburga in Moskve, da pa vendarle v enem segmentu, ki je bil avtorju tudi zelo ljub, prikazuje še druga nadstropja Rusije, torej zlasti tam čisto pri koncu tudi kmečko Rusijo, tisto, ki jo sam avtor razume tudi kot zdravje. Rusija je v 19. stoletju zaznamovana z velikanskim problemom, ki jo deli na ta dva dela, na zgornjih nekaj 10 tisočev in spodaj milijoni. Torej, rusko prebivalstvo se tam leta 1900 približuje skoraj da že 200 milijonom. Znameniti fizik Mendeljejev pričakuje, da bo v 100 letih postala to dežela s 600 milijoni prebivalstva in najbolj cvetoča dežela, kajti zato ima seveda vse pogoje. Ruski zahodnjaki si predstavljajo, da bo Rusija, ko bo odpravila težave z izobrazbo, postala druga, boljša, imenitnejša Evropa, ki se bo raztezala čez neznanski prostor, kajti nasproti Rusiji je Evropa pravzaprav utesnjena. Evropa ima danes toliko prebivalstva, približno kot je Mendeljejev pričakoval, da bo Rusija ga imela. No in seveda ta problem Rusije se imenuje s stališča Evropejcev in zahodnjakov v Rusiji seveda njena strahotna zaostalost. To, kar se je pri nas dogajalo v času od Jožefa II. Do marčne revolucije 1848, to se pravi več kot polovico stoletja, osvobajanje kmetov,
torej, da so vsi svobodni, da lahko vsakdo napravi s seboj, kar hoče. To se je v Rusiji zgodilo naenkrat leta 1861. Veliki reformator je car Aleksandar II., to je zadnji veliki ruski car, ki poskuša Rusijo po zgledu seveda svojega velikega predhodnika Petra Velikega modernizirati, ki pa naleti na ravno takšne probleme kot Peter Veliki. Tisti, ki jih hoče on pravzaprav osrečiti, tisti, ki jim on da svobodo, mu za meno podstavijo bombo in car umre tudi v atentatu. To vam samo na sebi govori o tem, da je Rusija v času, ko Tolstoj piše roman Ana Karenina, to so 70. leta, to so zadnja leta vlade Aleksandra II., da je to okolje velikanskih nasprotij, ki je seveda na svoj način reflektirano tudi v samem romanu. Jaz bom govoril o zgodovini Rusije pač z vidika tega romana, da boste morda nekoliko lažje razumeli, zakaj je takšen in seveda v čem je tudi Tolstojeva veličina, kajti ta roman je Fjodor Mihajlovič Dostojevski, edini Tolstojev konkurent za primat v ruski literaturi 19. stoletja v svojem dnevniku pisatelja takoj označil za nekaj velikanskega, za nekaj takšnega, česar druge literature nimajo. In kakor je Fjodor Mihajlovič Dostojevski iz neke kriminalistične situacije, kajti zločin in kazen je pravzaprav zasnova kriminalke. Seveda je zločin in kaj se potem zgodi, kako se razkrije, kdo ga razkrije in tako dalje, da iz te snovi se da napisati ali detektivski roman ali Agatha Christie, da se pa napisati tudi veliki moralni roman, človeški roman o teh bistvenih vprašanjih človekovega žitja in bitja. In če gremo gledati z tega stališča, je Ana Karenina seveda nekaj podobnega, vendar uporablja drugo večno takšno temo, to je seveda prešuštništvo. To je pravzaprav tema, ki je milijonkrat obdelana v pogrošnih romanih, tema, ki tako rekoč ne more biti običajnejša za roman. Ampak, kakor je Fjodor Mihajlovič Dostojevski napravil nekaj posebnega na takšni čisto navadni, običajni temi, tako je Lev Nikolajevič Tolstoj napravil nekaj posebnega iz tega teksta. Torej, verjetno največji slovenski slavist Janko Lavrin, ki je pravzaprav Zahodu odkril rusko literaturo, ki ga najdete seveda kot prevedenega avtorja v praktično vseh zahodnoevropskih jezikih, deloval je potem v Veliki Britaniji, je o tem romanu pisal, da je roman treh parov, kronika treh parov. Na eni strani je seveda to naslovna junakinja in njen dolgočasni mož, na drugi strani je njen brat in soproga, ki je pravzaprav stroj za rojevanje otrok, kakor so takrat marsikje pojmovali žensko, in seveda na tretji strani je to Ljevin in Kitty. Že imena sama vam na neki način povedo, torej v tem zadnjem primeru, kdo je alter ego pisateljev. To je seveda Lev Nikolajevič Ljevin, je pravzaprav ta lik, skozi katerega pisatelj umešča v roman tudi svoje poglede. Ampak
Za razliko od kakšnih enostavnih romanov, ti trije pari, kakorkoli so vendarle različni, prikazujejo vse mogoče odnose med ljudmi, da celo med srečnimi pari. Kajti ta tretji par pravzaprav prikazuje neki uspešen zakon, vendar ne tudi vedno srečen zakon, kajti Ljevin seveda ima neke precejšnje težave in potem ga stik s kmečko Rusijo na neki način vrne na pravo pot oziroma na tisto pot, ki jo Tolstoj šteje za pravo. Kajti ta roman, torej Ana Karenina, je nastal tik predno je Tolstoj začel pisati svoje vzgojne, če hočete, didaktične stvari, ki jih nekateri obsojajo pač kot neko silno popreproščenje, na drugi strani jih drugi kujejo v nebo, pač takšna je Rusija bila in Tolstoj ji je hotel seveda pomagati z didaktičnimi spisi. Tolstoj se je loteval takoj za tem romanom tudi čitank, ker je ustanavljal kot en velik fevdalec, je bil pravzaprav car v malem in je poskušal dvigniti pač ljudi na teh posestvih, ki so njegovi družini pripadali. Tolstoji so ena izmed ruskih najimenitnejših družin, celo rodov, in predniki in nasledniki so veliko imenitnih služb opravljali pravzaprav vse do danes. No, in če se posvetimo zdaj še tistima drugima dvema paroma, kjer pravzaprav pa vidimo evropsko, torej zahodnjaško Rusijo in seveda njena protislovja. Kar zadeva Tolstoja, je treba reči, da ga je najbrž najbolj zanimala človeška narava, kako se ta narava vede pod določenimi pogoji v določenih razmerah. In seveda 19. stoletje je še tisto tradicionalno stoletje, res da zadnje, ki žensko zelo zapostavlja. Lahko bi vam razlagal, kako se to dogaja v Srednji Evropi, na neki način seveda še huje kot v Rusiji, kajti v Rusiji ženske lahko študirajo, medtem ko v Avstro-Ogrski ne morejo. Prva doktorica znanosti v Avstro-Ogrski monarhiji je šele 1898. leta, to je takrat, ko so ruske intelektualke pravzaprav že muze zahodnoevropskih avtorjev, torej ena sama Rusinja je uspela vneti srce Nietzscheja, Rilkeja, Freuda, torej ena sama fatalna ženska, ne, ki je bila tudi vrhunska intelektualka, ne. Torej, na eni strani je seveda Tolstoj v tem, da v osredje romana postavi žensko nekaj posebnega in takšen korak je pravzaprav na Zahodu malce poprej napravil Gustave Flaubert z gospo Bovaryjevo. Medtem ko poprej zlasti v realističnem romanu tega ni. Če pogledate Balzacov svet, če pogledate Stendhalov svet, je ženska tam prikazana vendarle v vsakem od njihovih res velikih tekstov drugače, veliko bolj šablonsko, ne. Problem, ki je pa zaposloval Leva Nikolajeviča Tolstoja, je bil pa seveda ta razmerje med neko javno moralo, med normami, ki so same po sebi seveda
celo tako obče sprejete, da jih ni treba utemeljevati, in na drugi strani med naturnostjo človeka, to se pravi med tistim, v čemer že romantiki vidijo največjo pristnost, to je seveda ljubezen. In Ana je stališča te vsakdanje morale seveda kriva, kot more biti samo torej Juda sred pekla. Na drugi strani je pa tisto, kar je v njej najboljše, seveda ljubezen in kako naj človek gre vendarle proti sebi. Ta Anina ljubezen ima pa seveda dva obraza. Eden je že konzumirani zakon, torej ne glede na težave z možem, nekoč ga je imela rada, ampak pustimo zdaj tega dolgočasnega uradnika tam, kjer je. Anin problem je pravzaprav drugje, to je otrok. In to je pa z njenega stališča velikanski problem, torej intimen problem, kajti slediti lastnemu srcu v ljubezni do moškega pomeni zanjo odpoved oziroma onemogočenje sploh stika z seveda otrokom, ki njej največ seveda pomeni. Torej, kakorkoli obračamo Ano Karenino, ali z takšno zastavitvijo pravzaprav roman je še vedno roman o prešuštništvu ali ni, roman o človeških nraveh, o človeških strasteh, o tem seveda, kaj je prav in kako si naj človek pomaga, takrat, ko so silnice v njem pač takšne, da ga vlečejo narazen in neke harmonične rešitve seveda ni. In to je upodobljeno v Aninem koncu, ki je pa na neki način seveda spet zgodovinski, povezan z zgodovino, s simbolom napredka v 19. stoletju, to se pravi z železnico. 19. stoletje je stoletje pare in elektrike. V Nemčiji je takrat druga industrijska revolucija, to je tista, ki jo že poganja elektrika, v Rusiji je pravzaprav prva tista, ki jo na neki način kot emblem kaže seveda para. In Rusija je bila v industrializaciji zelo uspešna. Ne glede na to, da je še vedno silno zaostala, je Rusija 1914. leta ustvarjala približno 80% tega, kar je ustvarjala takrat najrazvitejša evropska država, to se pravi Nemčija. In če pomislite na to, da 40 let poprej v Rusiji praktično ni industrije, da je 1861. leta odpravljeno tlačanstvo, to je 2 leti predno je Abraham Lincoln v Ameriki osvobodil sužnje. In položaj ruskega kmeta je bil v marsičem skorajda identičen položaju ameriških sužnjev na jugu Združenih držav Amerike. Potem si lahko predstavljate, da se je Rusija takrat nahajala v obdobju nekih velikanskih sprememb, na eni strani seveda posnemanja Zahoda, na drugi strani tudi poskusa preseganja. Rusija ni mogla Zahodu konkurirati z inovacijami, kajti inovacije, vse takratne inovacije pravzaprav so zahodnjaške, so v Rusijo uvožene. Rusija ima takrat 2 vrhunska kemika, torej Mendeljejev je znan po periodnem sistemu,
Torej, drugi, Borodin, je pa bolj znan kot skladatelj in emancipator, ne. To sta pravzaprav v tistem času edina ruska vrhunska kemika. Ampak Rusija misli, če že ne more biti prva, je pa lahko najboljša v nečem drugem in to je seveda globina, temeljitost. In ruska literatura se od drugih literatur loči seveda po tem, da vsa vprašanja pravzaprav žene do skrajnosti, do tam, ko postanejo protislovna, ne. Morda je težko si zamisliti zahodnjaškega avtorja, ki bi v realističen prostor umeščal takšno moralno vprašanje o seveda ljubezni, ne. Tisto do moškega in tisto, torej generacijsko isto in to v generacijski osi, torej eno generacijo pozneje. Jaz vem, da so morda za marsikoga ta vprašanja danes še abstraktna, vendar literatura je nekaj bistvenega za to, da vam pove stvari na takšen način, da jih morate razumeti kot svoja bistvena vprašanja, ne da bi jih izkustveno doživeli. Filozofija vedno opazuje stvari skozi neko okno, skozi neko umetno osvetljavo, skozi teorijo, medtem ko literatura je pa tista velika, pravzaprav življenje samo. In Lev Nikolajevič Tolstoj je demonstriral, kako se tej reči streže. Uspelo mu je v tem tekstu verjetno tako zelo kot v malokaterem, verjetno v Vojni in miru, ki ga je malce poprej napisal, tudi in tudi tamkaj so liki na neki način seveda podobni v tem, da so večplastni, ne. Torej, tudi tisti lik, s katerim se pisatelj identificira, ne živi brez problemov. Kdor misli in piše, je ravno tako pred to zagonetno uganko bivanja enako nemočen kot tisti, ki bere. Ampak s tem pa dela tudi umetnost za nekaj bistvenega, za dialog, za to, torej, kar sem že rekel, za to, da nekaj doživite tako zares, kakor da bi bilo vaša izkušnja. Hvala lepa. Vidite, sem v naslov svojega tudi kratkega predavanja postavila 3 besede, 3 pojme, torej družina, zakoni in ženske. Svojo predstavitev bi začela s sliko sodobnega ruskega slikarja Vladimirja Pervovinskega, ki se imenuje Prvi valček in kot vidite prikazuje ples in bi nekako morda glede na čas, ki ga prikazuje, lahko bila tudi ilustracija romana Ana Karenina. Na sliki vidimo pare, morda tudi zakonske pare, vidimo seveda ženske v lepih takratnih oblekah, ne vidimo pa družine, torej tretjega pojma iz naslova mojega predavanja, ker seveda je družina del zasebnega sveta, ples pa je seveda nek javni dogodek. Družina je torej nekaj, kar je v družbi izredno pomembno, ampak je seveda bolj vezano na zasebnost. Torej, družinam, zakonom in ženskam se bomo v nadaljevanju še natančno posvetili. Za začetek pa si morda pogledamo, kaj je napisal Lev Nikolajevič Tolstoj o družini. Zapisal je namreč tako v povezavi z romanom: da bi bilo delo dobro, mora avtor ljubiti osrednjo, bistveno idejo v njem. V Ani Karenini tako ljubim idejo družine.
In če obrnemo prvo stran tega romana, vidimo, da to vsekakor drži. Roman se namreč začne z seveda zelo znamenitimi besedami, ki se glasijo takole. Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje. In v to idejo o družini, ki je torej temeljna, osnovna ideja romana, ki je nekako seveda tudi rdeča nit romana, je pisatelj vpletel prešuštvo. Prešuštvo, torej z drugo besedo bi to lahko imenovali izven zakonsko ljubezensko razmerje, ogrozi v romanu, kot smo že slišali, dve družini. Najprej je to družina Stive Oblonskega, vendar to družino samo nekoliko pretrese, je usodno ne zamaje, seveda pa mnogo bolj hude posledice ima prešuštvo, ki pa ni, v družini Oblonskega je to prešuštvo moškega, zato tudi najbrž ima manjše posledice, mnogo hujše, kot rečeno, ima za družino Ane Karenine, ki pa seveda pravzaprav razpade. Tisti, ki ste roman že vzeli v roke, veste, da je to zelo, zelo obsežen roman. Morda ste ga že nekateri prebrali. Za tiste, ki ga pa še niste, pa morda čisto na kratko poskusim v nekaj besedah, v nekaj stavkih zajeti vsebino tega romana, da potem, ko bom naprej govorila o njem, da bodo določene stvari morda bolj razumljive. Torej, kako bi lahko povzeli ta roman, ki ima skoraj 1000 strani, v nekaj stavkih. Poskusimo. Ana Karenina, bi lahko rekli, je roman o nesrečno poročeni ženski, ki se je, kot zdaj že vemo, zaljubila v drugega. Ker ni želela skrivati svoje ljubezni, je zapustila moža in s tem izgubila otroka. V družbi je postala nezaželena, vedno bolj osamljena in po kratkotrajni ljubezenski sreči je tudi seveda zaradi ločitve od sina, pa tudi samote, pojemajoče ljubezni Vronskega svojega ljubimca, vse bolj tonila v žalost in obup, iz katerega je videla samo en izhod, in to je bila seveda prostovoljna smrt. V ospredju je torej ljubezenska zgodba, ujeta v čas zgodnjih 70. let v carski Rusiji in dogaja se, kot smo tudi že slišali, tako v Moskvi kot tudi v Peterburgu. Vse skupaj se zaplete v Moskvi, kamor pride Ana, da bi pomagala svojemu bratu Stivu Oblonskemu, ki je prevaral svojo ženo, zato seveda v njegovi družini vlada izredno stanje. Že na železniški postaji sreča mladega moškega, ki se bo kasneje postal njen ljubimec, torej Vronskega, vendar ta iskrica preskoči med njima šele na plesu. Vidimo, da je torej ta osrednji dogodek, na katerem se začne zgodba romana zapletati, dejansko ples. Zakaj izbere pisatelj ravno ples? To ni naključje, kajti v 19. stoletju je bil ples pravzaprav tisti družabni dogodek, ki je ženskam in moškim, ki seveda niso bili poročeni, omogočal neke tudi telesne stike. Torej samo na plesu so se pravzaprav smele mlade ženske in moški, seveda tudi starejši, ampak interes je bil najbrž na začetku še bolj pri mlajših, dotikati. To sicer v družbi ni bilo sprejemljivo. In tako tudi Ana in Vronski se torej prvič nekako ta telesni stik, pri katerem najbrž tudi ta ljubezenska iskra preskoči, doživita na plesu v Moskvi. Ana seveda začuti, da se z njo nekaj spreminja, da se v njej stvari na nek način so drugačne, kot so bile, preden je prišla v Moskvo, in se seveda zelo hitro vrne v Peterburg. Ampak od tega trenutka, od trenutka plesa, ali pa še bolj od trenutka, ko nekako se začne že na poti v Moskvo, kajti Vronski sledi, ta ljubezen poglabljati, je
Ana v sebi razdvojena. Torej tisto, kar Ano spremlja ves čas od trenutka, ko začuti ljubezen, torej ob tisti ljubezenski sreči, ki se potem seveda tudi v nekem razmerju uresniči, je ta res velik občutek razdvojenosti med temi svojimi željami, med moškim, ki ga ljubi, in seveda med svojo družino, med možem, s katerim je seveda poročena, kar v takratni družbi, še posebno glede seveda na njun visok položaj v peterburški družbi, ni seveda zanemarljivo dejstvo in, kot smo že slišali, še bolj seveda tudi zaradi otroka. Seveda je razdvojena tudi zato, ker že od vsega začetka ve, da nekaj v očeh družbe ne dela prav. Seveda, za Ano ima ta ljubezenska zveza drugačne posledice kot za Vronskega, ki je seveda neporočen. Tako da seveda za njega se zgodba drugače razplete na koncu kot zanjo. Začeli smo s problemom družine in tukaj seveda, kot vidimo, zdaj trči, to prešuštvo trči na tisto, kar je za Tolstoja temeljni, osnovni kamen ruske družbe, in to je seveda družina. Družina je torej ta primarna celica, v kateri pa so zelo, zelo natančno določene ženske in moške vloge, in v nadaljevanju bi se sedaj pogledali, kako družina vpliva na položaj ženske, kako jo družba vidi, če je seveda mati in žena, kako so torej ženske vpete v družbo, v to njeno hierarhijo. Hkrati seveda Tolstoj to rusko družbo prikazuje tudi kot neko družbo, ki je nemoralna. To je za sam roman tudi zelo pomembno. To je družba, ki je na robu nekega moralnega propada, družba, ki je tudi zrela za seveda bičanje, bi lahko tako malo bolj ekspresivno rekli. To je družba, ki seveda marsikaj tolerira, tudi prešuštvo ne nazadnje tolerira. Sej Ana bi lahko mirno pravzaprav to izvenzakonsko razmerje živela naprej, kot bomo potem videli, nekatere njene znanke tako tudi živijo, vendar je Ana iskreno bitje, skratka ona želi biti iskrena do sebe, želi biti iskrena do svoje okolice in zaradi tega seveda ima v tej družbi težave. Prav na primeru njenega moža, Karenina, pa tudi še kakšnega drugega lika romanu, recimo brata, Levinovega brata, Koznišjeva, vidimo, da najbolje pravzaprav v tej družbi funkcionirajo tisti ljudje, ki niso iskreni in ki predvsem ne pustijo čustvom, da bi nekako prevladala. Torej, Karenin je izredno, potem se seveda počasi začne to spreminjati in od tistega trenutka naprej ima tudi seveda težave, ampak dokler v bistvu se s svojimi čustvi ne ukvarja, dokler jih zanika, v bistvu živi neko mirno življenje. Poglejmo si zdaj pri posameznih ženskih likih, kako ta družina, kako v bistvu Tolstoj preko njih prikazuje družino v ruski družbi 19. stoletja. Torej, na začetku romana pravzaprav najprej spoznamo, kot rečeno, družino Stive Oblonskega in predvsem njegovo ženo Doli. Doli je bila nekoč, izvemo seveda potem kasneje v romanu, da je bil celo ta Levin zaljubljen vanjo, zelo simpatična, lepa mlada ženska, ampak vendarle je seveda, ko se roman začne, vsa obupana, nesrečna, kajti izvedela je, da jo je mož prevaral za vzgojiteljico njunih otrok. Zakaj se to zgodi? To se zgodi preprosto zato, ker seveda je Doli v tem trenutku, ko se roman začne, že mati kar številnih otrok, torej za njo so številne nosečnosti, za njo so številni porodi, skrb za te otroke, ki so seveda tudi
tudi velikokrat bolni in tako počasi te porodi njeno lepoto, bi lahko rekli, odplavljajo, medtem ko Steva seveda ostaja mladosten in tudi se mu zdi, da ni čisto nič narobe, pravzaprav, da si je izbral neko drugo partnerko, če pa se je ta tako zelo spremenila. Zanimivo je, da seveda lahko v romanu neka oseba izreka besede, ki niso morda blizu mislim samega pisatelja, ampak v romanu Ana Karenina pravzaprav lahko rečemo, da so te pogledi, ki jih izraža ne samo Levin, kot je povedal že profesor Grdina, ampak nekateri tudi od teh, ki jih izraža Steva, so tudi pogledi samega pisatelja. To pač lahko sklepamo iz tega, kar je napisal Tolstoj drugje. In tako je v nekem osebnem sicer pismu, ki je ga napisal kasneje, to se pravi, nažalost, tudi v 10 letih po Ani Karenini svojega mnenja ni spremenil, vse to intenzivno ukvarjanje z usodo neke take posebne ženske ali pa več žensk ni spremenilo njegovih pogledov. Skratka, napisal je takrat, leta 1886, da imajo ženske 3 naloge. Da rodijo, vzgojijo in nahranijo čim več otrok je mogoče. In potem še zapiše Tolstoj, če ženska izda 2 od teh 3 zahtev, je negativna in pogubna. Torej vidimo, da v bistvu Doli je precej blizu uresničenju tega, kar pač so takrat pričakovali, da bo ženska v svojem življenju uresničila. Doli seveda tudi vseh teh vrednot, in zato je to zanimiv roman, to ni enoplasten roman, je zelo kompleksen, je zelo večplasten. Doli vsega tega ne sprejme brez nekih težav. Ona pravzaprav premišljuje o tej vlogi, še posebno, ko se pelje k Ani, potem ko Ana že z Vronskim živi na nekem lepem posestvu, se vozi k njej. Prvič ima malo več časa, da sploh premišljuje, otroci so pač nekje drugje, premišljuje o tem, ali je takrat, ko je tudi na Anino prigovarjanje, ker na začetku romana Ana pride prav zato, da bi prepričala Doli naj oprosti Stevi, ali je takrat ravnala prav, ali ne bi bilo morda bolje, da bi se takrat ločila od Steve, ga zapustila, zaživela neko svoje novo življenje, tako da, ko se tja pelje, je vedno bolj prepričana, da je pravzaprav Ana storila prav, da se je tako odločila, da je nekako sledila svojemu srcu, ne pa nekim normam družbenim, tako kot je to naredila ona. Ampak seveda, ko pride k Ani, spozna, da je ta svet vendarle drugačen, predvsem pa jo seveda zmoti to, da Ana nekako ne želi več imeti otrok, da se ji zdi, da ni nič narobe, če uživa v spolnosti tudi, ne da bi kasneje seveda bile posledice v, da tako rečem, obliki otroka, da torej se uporablja neke vrste, danes bi temu rekli naravno kontracepcijo, to je pa vendarle za Doli preveč in nekako potem spozna, da ta svet ni njen svet, da je pravzaprav dokaj zadovoljna v tem svojem družinskem življenju in se v to svoje življenje tudi vrne. Čeprav seveda v samem dogajanju v romanu ugotovimo, da se ni nič spremenilo, da jo Steva vara seveda še kar naprej, varal jo bo tudi še v prihodnosti in ona se pač nekako prilagodi temu, kar se pač takrat pričakuje od ženske. Kljub temu, boste potem, ko boste knjigo prebrali, tisti, ki ste jo pa že, pa lahko pokimate, če se strinjate, kljub temu pa je Doli v bistvu najbolj živ in prepričljiv lik v romanu. Najbolj nekako življenjski. Zakaj? Zaradi tega, ker Kitty je seveda do neke mere idealizirana, predstavlja nek ideal Tolstojev. Z Ano ima seveda velike probleme, je vendarle prešuštnica, medtem ko je v prikazovanju Doli zelo pravzaprav neobremenjen in prikaže res takšno žensko življenje, kot so ga takrat živele številne njegove
sodobnice in se tudi dejansko dobro uživi. Ne? Tudi če danes to beremo, se nam zdi, da je zelo verjetno, ne? Tudi kot ženske, če to beremo, da tako razmišlja ženska, kot razmišlja Dolly. Ne? Tudi vse te prikazi nosečnosti, vse to je tudi nekaj, kar recimo njegovi predhodniki celo v realizmu, ne, niso o tem pisali. Niso pisali o nosečnostih, niso pisali o dojenju. Nenazadnje imamo prizor poroda, ne, ko Kitty rojeva svojega prvega otroka, kar je tudi pravzaprav zelo na nek način drzne podobe za tisti čas. Ne. Tako da, ja, Dolly je seveda drugačen, zanimiv lik, nas pa najbrž še bolj zanima, kakšna je naslovna, lahko še vedno najbrž rečemo junakinja za ta lik romana, torej Ana Karenina. Ana nam seveda predstavi prav tako kot seveda tudi Dolly, pri njej sem najprej začela o njeni zunanji podobi, tudi Anino zunanjo podobo odkrivamo preko drugih oseb. Ne? To je pač eden izmed tak postopkov pripovednih, da pisatelj ne opiše, Ana je bila takšna in takšna, ampak seveda opiše, kako jo vidi Vronski. Ne? In že na samem začetku tako beremo, ne, kako v bistvu Vronskega očara, ne, kako nekako ima neko skrito živahnost, ne, ki jo želi, neko prekipevanje, ne, od življenja, ki ga pa seveda želi skriti, je očarljiva, ne, zelo lepa je seveda tudi Ana in pa predvsem zelo tudi obvlada to družabno obnašanje. Ne, in s tem seveda tudi fascinira ne samo moške, ampak tudi ženske. Ne. Kitty s tem obnašanjem pravzaprav najprej bi lahko rekli, kar pridobi na svojo stran, potem pa seveda, ko zaradi nje Levin je ne zaprosi za roko, pa se ji zdi, da je v njej tudi nekaj demonskega. Ne? Tako da v romanu lahko opazujemo, kako različne osebe Ano vsaka gleda na svoj način. V samem romanu, kot že rečeno, je Ana pravzaprav utelešenje, ne, tega problema prešuštva in seveda s tem se potem Tolstoj kar naprej ukvarja s tem problemom, ne, in seveda v tem trenutku, ko odpre problem prešuštva, pa seveda trči tudi na problem ženske svobode, ne, pravice ženske, da odloča o svojem življenju in seveda končno sporočilo romana je vendarle, da ne, da seveda Ana s to svojo odločitvijo nekako, čeprav v samem romanu pravzaprav skuša, da bi se stvari brez nje, ne, odvile. Ona v bistvu si želi, da bi ostajal nek tak, ne, položaj neopredelitve, da bi lahko v bistvu živela dve vlogi, ampak tega ne more. Ne. Ana je lahko samo ljubimka ali pa mati, ne, oboje v bistvu ne more biti. Ne. In to se vidi potem tudi v njenem odnosu do te hčerke, ki jo ima z Vronskim. Ana potem, tem se stvari še dodatno seveda tudi zapletejo, zanosi z Vronskim, rodi deklico, ampak na to deklico se nekako ne more navezati. Ne. Ta deklica je seveda otrok neke zveze, ki je prešuštna zveza, zdi se ji, da bi s tem izdala, ne, ljubezen do tega svojega prvega otroka, do sina Serjože, če bi imela rada to deklico. In to je tudi potem eden izmed razlogov, ne, da je vedno bolj obupana in seveda vedno bolj potem odvisna od seveda raznih drog, ne nazadnje tudi potem na koncu morfija. Za Ano torej ta ljubezenska zveza pomeni nekaj čisto drugega kot za Vronskega. Za Vronskega je to na začetku celo nekaj, kar mu daje v družbi višjo vrednost. Torej, ženska, ki je tako spoštovana, ki jo vsi občudujejo, se zanima za njega in on v bistvu celotno dogajanje nekako ne izgublja, ne, ampak na nek način bolj pridobiva. Čeprav so seveda tudi trenutki, ko spoznava, da kakšna stvar bi bila vendarle lažja brez te zveze, ampak usodno za njega to razmerje ni.
Za Ano seveda je. Ana potem, ko postane jasno, da to razmerje živi, jo izločijo iz družbe. Skratka, ta družba ji da jasno vedeti, da je ne bo sprejela in se v njej v bistvu več niti ne more pojaviti. Kajti ta pritisk, ta prezir, ki ga kaže družba do nje, je tako velik, da obupa in se nekako zapre, lahko bi rekli tudi v neko osamo. Torej, če ima možnost, Vronski, da se giba v kateremkoli krogu, kaj preostane Ani potem, ko jo ta njen krog zavrne, s kom bi se lahko družila? Bi se lahko družila s kmeti, kot se druži Levin, bi se lahko družila z umetniki boemskimi, ne vem, lahko živimi ženskami, prostitutkami, kot se druži njen brat Stiva, ali pa tudi seveda Vronski. Ne, bi se lahko družila z nekimi nižjimi uradniki. Ne, samske ženske prav tako prezirajo tiste, ki se niso mogle ali pa vdove poročiti. Skratka, ona je resnično izolirana, kar nam spet potrjuje, kako pomembna je vloga družbe v življenju predvsem žensk 19. stoletja. Torej, Vronski lahko rečemo, da lahko na začetku izbere, ali bo se odločil za neko prevaro ali poštenost. Ana se lahko odloči samo, ali bo upoštevala, ubogala neka pravila družbe ali ne. Vendarle ne bi mogli reči, da Tolstoj ne kaže nobenega razumevanja, nobenih simpatij do Ane, ves čas v bistvu se nam zdi, da jo prikazuje v njenih stiskah, torej kot neko tako celovito osebnost, ampak vendarle na koncu nekako bi lahko rekli, da Tolstoj moralist nekako morda ubije Ano, torej prevlada Tolstoj moralist, ne Tolstoj umetnik. Čeprav seveda to, ali bi lahko bil možen drugačen konec knjige, je nekaj, o čemer bi najbrž lahko dolgo razpravljali. Torej, imamo še en veliki ženski lik v tem romanu, to je Kitty. Kitty, kot vemo, je čisto nasprotje Ane. Kitty se prilagaja družbi in v njej je nekako želel pokazati Tolstoj moč te duhovne ljubezni, da je tisto, kar je še več v neki zvezi, kot je tisto, kar je med Vronskim in med Ano. Kitty tudi doživi vendarle v romanu nek razvoj, na začetku je takšna naivno, pravzaprav neizkušeno dekle, potem pa na koncu je pa kar že taka zrela, seveda mlada ženska, ampak kljub temu, kot je omenil že profesor Grdina, ta zakon ni kar tako brez težav, ni srečen, kajti Levin vedno bolj opaža, da je Kitty vendarle prihaja iz nekega drugega sveta, da ni tako izobražena kot on, da ne bere knjig, ki jih bere on, da v bistvu je ne zanima glasba, še manj jo zanimajo te njegovi mužiki in to ukvarjanje s kmetijstvom. Skratka, da je njen svet drugačen, da je v bistvu pravzaprav duhovno precej preprosta in počasi se začenja že v samem romanu tudi od nje odvračati. Konec romana je v bistvu takšen, da se začne obračati k Bogu, k svoji filozofiji, k svojemu posestvu in ima pravzaprav vse to. Ima otrok, na koncu romana ima enega otroka, ampak gotovo jih bo imel še več, ima ženo, ima otroke, ima svoje delo, ima svoje zahtevne hobije, da tako rečem, medtem ko je v bistvu Kitty tam, kjer je njena sestra Dolly, torej ima samo družino in samo otroke, ker pač drugih interesov, kot sama pravi, ji niti niso privzgojili, ker so jo vzgajali z enim samim namenom, da se seveda čim bolje in primerno poroči. To so torej te trije ženski liki, ki so res osrednji, ki jim posveča pisatelj največ pozornosti, potem pa je tudi še nekaj drugih likov. Recimo tak zanimiv lik je Varjenka, to je dekle, ki ostane neporočeno, ki v bistvu nekako v tej skrbi za druge, kar je tudi seveda zelo tipično, ne samo v 19. stoletju, ampak še najbrž tudi danes, da ženske velikokrat, če nimajo svoje družine, potem skušajo najti v
skrbi za druge, neko osebno srečo. In pa seveda potem so pa še drugi liki, kot je recimo kneginja Beti Tverska, to so pa prav te ženske, ki v bistvu živijo neko dvojno življenje, ki imajo razmerja, ampak so tako spretne, da ta razmerja znajo prikriti, oziroma vsi sicer vejo za njih, ampak v tistih trenutkih, ko morajo biti ta razmerja nevidna, poskrbijo, da so nevidna. Ne? Tako da, in ona tudi potem v bistvu pravi, ne, Ani, zakaj, ne, je tako, zakaj se tako trudi biti iskrena, ne, saj na eno stvar pravi, lahko pogledaš ali tragično, ne, ali pa seveda in si iz nje napraviš muko, to, kar si je seveda naredila Ana, ne, ali pogledaš na njo preprosto in celo veselo. In pravi tudi potem neposredno se obrne na Ano in ji pravi, vi ste nemara nagnjeni k temu, da preveč tragično gledate na stvari. Tolstoj torej v tem romanu, kot vidimo, prikazuje različne plasti družbe, različne tudi podobe žensk in seveda nekako sporoča, da ta družba, še enkrat ne poudarjam, ni iskrena, da v njej vlada prevara, potvorba in morda se vam je zazdelo že takoj, ko ste prebrali na prvi strani ime Dolly, zakaj je pravzaprav v ruskem romanu angleško ime, zakaj je Kitty, ki je seveda izvorno Katja, zakaj je Kitty in Dolly seveda Darja. To je seveda povezano s tem, kar je že profesor Grdina govoril, ne, v tej obrnjenosti po eni strani na zahod, po drugi strani pa tudi s to prevaro, potvorbo, da želijo predstavljati nekaj, kar pravzaprav v bistvu niso. Tako vidimo, da tisto pravo pristno življenje v romanu živijo samo tisti, ki so na nek način grešniki ali pa čudaki. Ne? Torej Ana in Vronski živita, predvsem Ana, delno seveda tudi Vronski, ob njej živita neko pristno življenje. Levin prav tako, ampak Levina ima ta ruska družba še posebno v mestu, v Peterburgu in v Moskvi za zelo čudnega človeka, ne, ker kot čudaka ga označijo. Tudi recimo njegov brat Nikolaj, ne, je tudi označen za čudaka, njegova partnerka recimo, prostitutka Maša, ne, torej vsi ljudje, ki nekako ne želijo sodelovati v tej prevari, v teh potvorbah, so za to družbo zelo čudni. Torej, nekako v tem romanu bi lahko iz vseh teh zgodb razbrali, da seveda so srečna, ne, in smiselna le življenja tistih, ne, ki nekako stremijo k iskrenosti, k neki etični popolnosti na podlagi trdnih moralnih pravil, ampak seveda na nek način morajo se jim vendarle prilagajati. Ne. Levin sicer je čudak, ampak kot moški ima vseeno možnost, ne, da v tej družbi takšna, kot je, vendarle živi svoje življenje po svojih predstavah. Ana seveda te možnosti nima. Tako bi lahko zaključili, ne, da je nekako Tolstoj ponudil, ne, kot rešitev za to situacijo moralnega propada, v katerem se je znašla predvsem ta visoka, seveda ruska družba, idejo družine, idejo nekega razumevanja, spoštovanja med zakoncama, ampak hkrati seveda tudi idejo tega, da se ženska podredi, da se žrtvuje za to, da ta ideja lahko živi. Zavedati se moramo, kakor je opozoril tudi profesor Grdina, da v Rusiji že v tem obdobju še posebej, pa potem nekoliko kasneje, niso vsi gledali tako, ne, že v samem romanu imate en odlomek, kjer se pogovarjajo o emancipaciji žensk, ne, torej Rusinje niso kar tako pristale, ne, na to, da so lahko samo žene in matere, ampak so se začele tudi izobraževati. Tako da se pravzaprav moramo zavedati, da imamo roman, ki se konča s smrtjo
ženske, ki je pregrešila pravila, ki se konča s slavljenjem družine, kajti na koncu sta vendarle Levin in Kitty predstavljena kot nek ideal, ampak hkrati so te zgodbe, ki jih prikazuje Tolstoj, samo ena izmed možnosti, samo en kamenček v mozaiku zelo raznolikih, tako moških kot ženskih usod, in da ta roman seveda odpira številna vprašanja, na katera najbrž tudi vi, ko se vam bodo ob branju porodila, ne boste našli čisto dokončnih in zadnjih odgovorov, ampak to samo pomeni, da je to res dober, odličen roman. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Kdo je že prebral roman v celoti, pa ne prelistal, naj prosim dvigne roko. Hvala za informacijo, ki je tudi zame dragocena. Morda za nekoga nekoliko neobičajen naslov. Rad bi bil še rekel, če javno mnenje nezmotljiv sodnik, zakaj nista potem revolucija in upor, prav tako zakonita, kakor gibanje v korist slovanskim bratom. Kdor je prebral, seveda ve, da so v teh časih Rusi prostovoljno priskočili na pomoč Srbom, ki so se borili proti Turkom. In je to seveda logično vprašanje. Mislim, da seveda si Lev Nikolajič Tolstoj niti zdaleč ni mislil, da bo ta njegov zapis v Ani Karenini dejansko čez nekaj desetletij prinesel svetovno znano oktobrsko revolucijo. Zakaj se je to zgodilo? Kolega Grdina je zelo lepo povedal, da je v takratni napolfevdalni Rusiji bila strahotna razlika med plemiškim slojem in slojem pretežno kmečkega prebivalstva. Sam sem se nekoliko poigral s številkami. Tolstoj seveda je neke vrste kulturni zgodovinar in samo v Ani Karenini imamo toliko podatkov o takratni družbi, domnevajoč, da so verodostojni, da sem enostavno naredil pregled, seveda s preobrazbo v današnje evre. In imate letni prihodek mužika, osvobojenega tlačana, 1000 evrov, recimo nekaj manj kot 100 evrov na mesec. Si predstavljate, koliko bi to pomenilo danes. Do Levina, recimo solidnimi 100 000 evri. Ravnatelje banke, Oblonskega, z 2 službama, ki jo dobi na koncu. Vemo, da dobi na koncu še eno službo, čeprav že v prvi ni delal skoraj nič. Betsy Tverske, ki jo je kolegica že omenila kot eno zanimivo, seveda, plemkinjo iz višjega sloja plemstva. 2 400 000 evrov letno ni slabo. Pa do Bartnjanskega Stiva ima 20 000 evrov dolga in misli, da se mu bo podaril svet, kolega mu pa pove, da ima dolga 1 500 000 rubljev, kar bi prenesli na 30 milijonov evrov. Kljub temu pa razkošno živi. Vam je popolnoma jasno, da se je ta družba morala sesuti. Če pride do revolucije, pride iz določenega razloga in enostavno vam jasno, ker teče tudi kri, ker so mrtvi, je prišlo v Rusiji do takega stanja, da so se enostavno seveda pod vplivom ideologije ljudje uprli. In če pogledate najlepši primer, danes zelo znano letališče Šeremetjeva v Moskvi je na posestvu rodbine Šeremetjev. Boris Šeremetjev imel v svoji lasti 800 000 hektarjev zemlje, kar je tretjina Republike Slovenije. In to je pomenilo približno 1 milijon ljudi je bil on lastnik. Si predstavljate, dosti bogatejši so bili kot pa nekateri zahodni plemiči. Bilo je že rečeno, da je bila nezvestoba, prešuštvo, kar pogost pojav. Skratka, nič novega v teh krogih. Ne samo moški, varale so tudi ženske. Recimo imamo mater Vronskega, saj lahko beremo Tolstoja tudi kot na nek način človeka, ki skuša lepo prikazati vpliv dednosti, prednikov, vpliv okolja. Vse to se lepo vidi v Ani Karenini.
No in če pogledate Oblonskega na začetku romana, za njega je problem, ker svojega prešuštva ni znal prikriti. Ne, ker je varal ženo, do tega ima po njegovem pravico, ampak ker tega ni znal prikriti. Skratka, prešuštvo, če rečemo, ni bila čisto nobena posebnost in nobena izjema. Doli, ki jo je Ana seveda na začetku prepričala in to kar hitro, zelo uspešno, da iz tega seveda ne gre zganjati ne vem česa in odpusti možu, potem seveda izve, da jo mož ponovno vara z neko balerino in seveda mu spet odpusti in kaj ona na koncu reče. To je pa, ko se pogovarja z, mislim da, Kareninom, ja, seveda. Ona pač možu odpušča ravno zato, no, to pa je položaj ženske v takratnem času, plemiške ženske, ker je kolegica jasno povedala, brez seveda ženska ni bila zaposlena. Ženska je bila doma gospodinja, dohodke je prinašala plača, uradniška plača njenega moža. In ona, kam naj gre? Če se loči od moža, enostavno ni emancipirana, enostavno ostane brez vseh dohodkov, zato je Doli enostavno trpela moževo nezvestobo, jo prenašala, bi lahko rekli, do konca življenja. No, kot sem napovedal, pri Vronskem je bila pa mati zelo znana prešuštnica, moža je varala, zelo zgodaj je umrl, ne, komaj se ga je Vronski spominjal, ne, in potem je imela veliko afer. Če se pa spomnite tiste, ki ste prebrali, zaradi posesivne ljubezni do sina, najprej Ano seveda zelo povstiguje, ko jo prvič vidi, potem jo pa zelo, zelo obsoja, pa je sama seveda počela natančno isto. Vendar, kot je rekla kolegica, dovoljeno je bilo, če se nisi uprl. Če si to počel kolikor toliko na skrivaj, Ana je pa v bistvu neke vrste upornica. Glede Vronskega, tipična usoda. No, najprej, če pogledate, prva poved je seveda zelo značilna. Vsaka nesrečna družina je zanimiva po svoje. In če pogledate, ker to se vse to natančno pove, tako Levin, tako Karenin, tako Vronski, praktično so prihajali iz družin, ali ni bilo očeta, ne, Varjenka sploh ni imela ne očeta, ne matere, ali ni bilo matere, skratka, zelo redke so družine, ki so po obeh starših, bi lahko rekli, v navednicah popolne. No in Vronski se je šolal v plemiškem vojaškem zavodu, kot se bo seveda verjetno tudi Serjoža, ne, to je nekako zdaj jasno. Zdaj pogledajte, kaj to v resnici pomenilo. Priporočam, da preberete knjigo marsikatero, ampak med drugimi Orlanda Fidžisa Natašin ples, ker imate stvari krasno razložene, prijetno branje, dosti bolj prijetno kot Ana Karenina. In tam seveda lepo ugotovite, da plemiški otroci, zlasti pa dečki, praktično staršev niso poznali. Tako da ta odnos do Serjože ni tipičen, je možen, ni pa tipičen. Zakaj ne? Mlad deček je poznal dojiljo, ker ženske seveda niso dojile, plemiške. Mlad deček je potem poznal varuško, starše je videl 2-krat na dan, samo 2-krat ali pa sploh ne. In so odraščali praktično brez staršev. Pri 8-9 letih so jih že šolali na nek način kot oficirje. Skratka, to je bilo, ne, se pravi, družina v tem primeru praktično, kot jo danes pojmujemo, je bila čisto nekaj drugačnega. Zato je logično, ampak tudi seveda Vronskemu se je zgodila Ana, jaz rečem, dejansko se mu je zgodila, ne, ker njegova načela na začetku so jasno povedana, pa se jih potem tok življenja jih v bistvu ni priznal, je šel proti temu. Če pogledate, za Vronskega na začetku, ko pravzaprav razmišlja o ženskah, o Ani, o družini on praktično ni razmišljal, njega je čakala dejansko kariera v vojski, ki jo je potem zavrnil, bleščeča vojaška kariera, recimo postal bi general, ki se ne bi nikoli poročil. Ampak, vsi poznate, no mogoče se kdo s tem ukvarja, Tristan in Izolda, kot veste, 12. stoletje, se pravi dva, ki sta skupaj, pa ne bi smela biti, zato ker ljubita drug drugega. Ne? Se pravi, ta zahodna ljubezen, ki jo seveda mi doživljamo še danes, s tem pa, da sami dobro veste, da v drugih delih sveta, še danes v drugih kulturah, poroka ni nekaj
kar bi bilo povezano z ljubeznijo. To je pri nas recimo danes samoumevno, čeprav včasih pa gremo nazaj še recimo manj kot 100 let je bilo drugače. Je bila poroka stvar dogovora. In kaj se je dogajalo? Če pogledate, sami ste prebrali, na koncu, se pravi, mimo grede nek odstavek, ki pa ogromno pove, torej kneginja, to imate od Kiti, Doli in Natalije, ugotavlja, da se spreminja ruska družba in to korenito. Mlada dekleta se spreminja, vse kar je najhuje, če pogledate na koncu, izbira moža je njihova stvar, ne pa stvar staršev. To se dogaja. To je Tolstoj seveda opazil, to je v romanu. Zakaj pa to seveda pomembno? Se pravi, recimo, ženska bo izbrala tistega, ki ji je všeč, s katerim hoče živeti, ker to ni bilo pravilo, ker to ni bilo tipično. Namreč, moža oziroma ženo so praviloma tedaj izbrali starši. Iz različnih interesov, ne da bi vprašali, zelo redko pač so koga vprašali, veste, kako so pa se poročali mužiki, se pravi kmetje, jaz sem bil zgrožen, 2 vrsti in licitacija. Licitacija, kdo se bo s kom poročil. Nisem mogel verjeti, tako je bilo. No in ta zgodba med Ano in Vronskim, bi lahko rekli, ni tipična, je nekaj posebnega, kljub tem prešuštvom, ki so bila, bi lahko rekli, stalnica. Zdaj, če pogledate začetek, očesni stik, ko je Ana še v vagonu, se že pogledata, ju že zaznamuje, ampak ključno je potem, kar se zgodi po smrti tistega pijanega delavca, ker gre Vronski in vedoč seveda, kako bo to potem reakcija pri Ani, podaril vdovi 200 rubljev. In Ana ve, sluti, zakaj je to Vronski naredil. Se pravi, Vronski je prvi, ki naredi korak proti Ani. In Ana Vronskega na plesu zapeljuje, mislim, da tam ni jasno, ali plešeta potem tisto mazurko ali ne plešeta, ker sta 2 različna vira, pisatelji pač si predstavljajo pri taki količini besed, lahko tudi pozabijo, kaj so prej napisali. V glavnem, Kiti seveda opazi, da se nekaj dogaja med Ano in Vronskim. In Ana seveda ni osvajala Vronskega samo z besedo, ampak že z obleko. Ona je točno vedela, kaj mora obleči, žametno črno obleko z globokim izrezom in Tolstoj ve, kaj to pomeni, če se spomnite prizora, ko mu ponuja, mislim, da eden od pač teh plemičev svojo svakinjo za nevesto in Tolstoj, mislim, Levin, ki naj bi bil Tolstoj, bulji v njene prsi in ne more odmagniti pogleda, se pravi, ve, kaj so čutne stvari, ki premamijo moškega in seveda je Ana to točno vedela. Kako bo delovala na Vronskega na plesu in se je tudi morala zavedati, pazite, če je Kiti vedela, kaj se dogaja, se je tudi ona morala zavedati, kaj to pomeni za Kiti, za katero je bilo znano, da je zaročena na nek način z Vronskim. Je vedela, kaj počne. Izjava Vronskega seveda, pazite, pred vagonom, ker Tolstoj je videl železnico kot nekaj slabega. Zato imamo uvodni prizor, srečanje na vlaku, smrt pod železniškim vagonom in tudi izjavo ob vlaku. To pač sem prebral v neki študiji. Ana, kot veste, postane ljubezen Vronskega in pomeni dejansko to smisel življenja. Ne more si več predstavljati življenja brez njega. Zdaj pa seveda, če gremo nazaj, zakaj? Ana se je poročila s Kareninom, ki je bil 20 let starejši od nje. Se pravi, 8-9 let je poročena, Serjoža ima 8 let. Se pravi, ne vemo, kdaj se je poročila, tega podatka nimamo, ampak Rusinje so se poročale zelo mlade in praktično od 13. leta naprej, tako da je to težko ugibati, verjetno seveda v teh krogih malo kasneje. Skratka, Karenin je bil recimo star že preko 40 let, zakaj se je pa poročil z njo? Zato on je bil takrat gubernator, si predstavljate, šef province in je tetka od Ane, je bila spet iz ene družine, ki je bila razdrta, se pravi, skoraj vse družine so nekaj razdrte, je namestila tako, da ste se, ni jasno kaj, pač
preveč poblizu srečala in bi nastal škandal in je Karenin razmišljal, potem se je poročil z Ano. Se pravi, šlo za neko poroko, ki ni bila čisto iz ene take romantične ljubezni in Ana, kot je rekel kolega Gordina, ga je verjetno na začetku celo imela rada, ne, pač uspešen mož in tako naprej, razkošno življenje, ampak potem se ga je pa vendarle naveličala, te strastne ljubezni pa verjetno nikoli v življenju še ni doživela. Zato razumemo, zakaj se ona potem pravzaprav tako preda Vronskemu, čeprav tvega zelo, zelo veliko. Vronski tudi vidi, vidite, zdaj se spreminja to, kar so bila njegova načela. Vidi tej svoji ljubezni nekaj, kar pa ni smešno, pač pa veličastno, ne? Ker je pravzaprav to ženska, ki je ugledna. In tudi njemu to nekaj pomeni. In prvo ljubljenje, človek študira seveda, kaj se sploh dogaja, ker to zelo na hitro opiše. No, očitno prvi spolni odnos po enem letu, pazite, po enem letu se to šele zgodi, to ni tako kot danes, ko so stvari bistveno hitrejše, pa Ana reče, ničesar nima več, samo tebe ne pozabi tega. Ona se zaveda, da zdaj je šla pa tako globoko, da je od Vronskega eksistencialno odvisna. In Vronski seveda izve, preden gre na tisto svojo kobilo frufru, da je Ana noseča. Tolstoj je zelo lepo, zelo dramatično naredil na tiste seveda dirke. Takoj se odloči, zdaj bo pa to javna stvar, bomo to razkrili javnosti, ker na ta način tudi jaz nočem živeti, ne, kot Ana seveda težko živi, da prikriva stvari. Ana pove možu, seveda v kočiji, da je ljubica, zdaj pa pazite, ključni trenutek. Sam razmišljam, da je v Ani Karenin, čeprav je realistično besedilo, zelo realistično besedilo, vendar je tudi nekaj romantično, da so nekatere stvari, ki so usodne, ki so fatalne. In to je zdaj ta trenutek, namreč. Karenin je v bistvu, potem, ko je Ana rodila, hčerko, in ko vsi mislijo, da bo umrla, ji je odpustil. In je celo pristal na to, da se loči od njega in da vzame tudi sina. Vse bi naredil, kar bi ona hotela. Kaj pa ona? Ona pa na mesto. Vronski naj bi pa odšel za vojaka v Taškent. Ana si premisli, pravi, ne zaslužim tega, da se ločim, hoče biti kaznovana, ker čuti neko moralno krivdo, se odreče temu, kar mož v bistvu ponuja in gre z Vronskim v Italijo in s hčerko, sina pa pusti pri možu. Se pravi, neka odločitev, ki ni najbolj pametna, razumna bi lahko rekli, ki ima pa potem tragične posledične. Se pravi, to, kar je takrat mož ponujal, ki ni samo enostransko negativen mož, ki se polašča svoje žene, je bilo zamujeno. In če pogledate seveda razplet, vemo, da Ana se pritožuje zaradi svojega položaja, mož je svoboden, oziroma Vronski je svoboden, lahko počne, kar hoče, ona je dejansko, kot je rekla Katja, zaprta. Ne? Na kmetih je zaprta, v Moskvi je zaprta, skratka počuti se, da je kot v zaporu, nima nobenih pravic, kar je na nek način, ker je izobčena iz plemiške družbe, seveda res. Potem se ji pojavi to ljubosumje, prvič, da jo vara, drugič, da je vedno manj do nje, kar na nek način mogoče celo drži, čeprav v romanu nikjer ni jasno, da jo je Vronski res s katerokoli žensko varal. Ni nikjer potrjeno. In na koncu, v kaj se izrodi njena ljubezen, na nek način v sovraštvo in ona, ko misli na smrt, uživa v tem, da bo s tem Vronskega, ki je po njenem izdal, ne, ker ga je pač hotela imeti kot nadomestek vsega prejšnjega kot smisel življenja, da ga bo s svojo smrtjo kaznovala, kar se pa tudi zgodi. Se pravi, na nek način je Ana Karenina fatalna ženska. In kako se zgodi, zdaj vemo, kaj se zgodi z Vronskim, ko zveza Anino smrt, za njen samomor, ga ni prepoznati, mati ga ne prepozna, ne? Najprej je totalno obupan, potem pobesni. Skratka, ta njena smrt, ta samomor, to ga izredno prizadelo in potem se odloči, da bo šel s svojim regimentom za prostovoljca na fronto Srbov proti Turkom, kjer bo mogoče izgubil tudi življenje. Skratka, na ta način, po moje tudi pisateljem mnenju, je
Vronskega Ana v bistvu kaznovala. Zdaj pa ključno vprašanje. Vi morate, koliko imam še, Katja? Ok, dovolj. Vse smo proti koncu. Torej, vprašanje glede enakovrednosti v ljubezni. Recimo, da sta Ana in Vronski na nek način enakovredna, recimo. V resnici pa nista. Zakaj ne? Temeljni problem, Ana je bila navajena na velikansko razkošje. Če pogledate njeno življenje. V Guberniji pred poroko s Kareninom, v Petrogradu, to je natančno opisano, v Italiji najameta vilo, si predstavljate, ne? Imata en kup služabnikov in tako naprej. V Moskvi, hotelu sta se nastanila, vzela sta 2 nadstropji, imata lakaja, imata strežaja, imata hišno, skratka še vedno razkošje. Največje je pa na posestvu Vronskega, ker je bil izjemno bogat. Tisti, ki ste brali, gradi bolnišnico, ima moderne naprave, zanima se za kmetijstvo, izjemno bogat človek. In Doli, ki je prišla iz Moskve, ne, ona je bila iz Moskve, iz plemiške družine, ampak so morali varčevati, imela je 6 otrok, ne, za obleke je varčevala, je presenečena na razkošje, ki ga opazi v sobi, ki jo dodelijo, skratka neverjetno je razkošje, zdaj pa pogledajte, v čem je problem. Ani to razkošje najprej omogoča Karenin, potem pa seveda ljubimec. Ampak ljubimec pa tega ne more početi v nedogled, kajti on lahko gre v družbo, žena pa dokler ni z njo poročen, Ana pa ne. In zato je zdaj za Ano ta odločitev o ločitvi, moževo dovoljenje ločitve, tako pomembna. Šele z ločitvijo, pa s poroko z Vronskim, bi ohranila to razkošje, bi ohranila svoj položaj. Če tega ni, seveda ji grozi propad. Zdaj pogledajte, sem prej rekel, fatalna ženska usoda, zaradi koga pravzaprav mož ne da dovoljenja, zaradi tistega francoskega šarlatana, ki nekaj mrmrana pa uspi in očitno prepriča Karenina pa tisto njegovo prijateljico, kneginjo, da pa boljše, da ločitve ne da. Kar je še en kamenček v mozaiku, ki Ano požene pod kolesa vlaka. Nekaj o načelih, se pravi, to smo že rekli, zakaj se je poročil z Ano, to smo že prej razložili. Ena od njegovih, kaj hočem povedati, tudi Karenin ni enoplastna, je večplastna oseba. Na začetku, kot vidite, mu gre samo za to, da ohrani čast. Ani dovoli, če se ne shaja več z Vronskim, pa se seveda še vedno sestaja na skrivaj, ji dovoli, da sta poročena, ne sme sicer vplivati na sina, na to pristane. Se pravi, zunanji videz je pomemben, ne pa resnica, da ga ne ljubi več, ampak, pazite, kaj se dogaja, ko Ana skoraj umira, joče in, kot sem že prej povedal, dovoli Ani v tistem trenutku, z Vronskim si data roke, oba sta ganjena, ji dovoli, da se loči, da je da sina vse, kar hoče. Če ne bi Ana se takrat odločila, vendarle sebično, da gre z Vronskim in z hčerko v Italijo. Zelo zanimiva je primerjava Levina in Karenina, ker sta na nek način podobna, pa tega ne bi pričakovali, ne? Če rečejo, Levin je Tolstoj, Karenin pa recimo njegov nasprotje, kar predvsej imata seveda povezav. Odnos do dela, oba seveda zelo delovna, redoljubna, družbena pravičnost in tako naprej. Oba nekaj pišeta, kako dajete predloge, kako bi izboljšala družbo. Razlike so pa tudi seveda glede odnosa do ženske, glede vrednot. Karenin misli, da jih pozna, Levin jih išče in Karenin tudi na koncu to pove, je veren in zato se ne bo ločil. Medtem ko zelo lep prizor, ko pri spovedi Levin, ki potrebuje dovoljenje za poroko, pravzaprav duhovniku staremu pove, da dvomi, pa duhovnik to tolerira, mu ravno tako da seveda dovoljenje. Skratka, Levin pa do konca pravzaprav ne ve, kaj je z njegovo vero. No in temeljna razlika, po moje, to je moje videnje med Ano in Kitty. Ana je dejansko bolj ali manj ves čas zelo sebična ženska. Gleda predvsem nase. Če se spomnite, tam na podeželju je šla celo v neko šolo, da bi učila, pa so bile tista dekleta nemarna, tako da ni zdržala. Kitty pa njeno popolno nasprotje, že v nemškem zdravilišču, potem, ko pomaga
zahteva od moža, da gre skupaj z nekim umirajočemu bratu, celo riba pot, pokaže se kot neverjetno sposobna, on je brez nje popolnoma izgubljen, doji, kar smo rekli, kar je bila takrat izjema, plemkinje niso dojile, ne, zato so imele dojilje, ona pa hoče dojiti in s tem tudi izraziti svojo ženskost in na nek način postati enakovredna moškemu. To je seveda potem lahko stvar debate. No in na koncu, res smo se približali koncu, v katerih literarnih osebah lahko prepoznamo Leva Nikolajeviča Tolstoja, ker tudi njegova žena, ko se pisala Bers, nemškega rodu, je imela ob poroki 18 let, kot Kitty. Ženo sta imela, mislim, da 18 otrok, ne, kar za današnje pojme zveni pač malo veliko, ampak takrat je bila to kar realnost. Ob tem, da je znano, da je imel Tolstoj ogromno ljubic iz različnih družbenih slojev in izpričano preko 12 nezakonskih otrok, ni sicer dosegal po slovenskem ljudskem izročilu Franceta Bevka, ampak je to kar precej, kar seveda pomeni, bil je hazarder, kot jih srečamo v romanu, ampak če pogledate, poskuša kmetovati, kot počne Levin, verjame v angelsko ljubezen do bližnjega, ampak v kom ga dejansko lahko prepoznamo, jasno, da v Levinu, to je popolnoma jasno, ampak tudi v Stivi, ki je varal svojo ženo, mogoče tudi v Vronskem, gotovo pa tudi v Ani Karenini. Strast je Tolstoju pomenila enega od temeljev življenja, ki se mu ni bil praktično do poznih let pripravljen odpovedati. Skratka, ta roman naj vam bo predvsem kot izhodišče za razmišljanje, no in če končam ravno s to idejo, kot je napisal oziroma izjavil Flaubert, Ema sem jaz, bi lahko rekli, Tolstoj pravi, Ana sem jaz. Hvala.